Raztežaj za raztežajem smo si en drugemu govorili, da to ne more biti res, ko mi zdaj plezamo tule. Vidiš, da je še boljš, kot si pričakoval, kot si želel, ne? In pač se avtomatsko razvije neko navdušenje. Po teh ploščah so se nama začeli odpirati prehodi, ki so res tako bili nadstandardni, no, v bistvu za take stene. Se pravi, bilo se ful čiste poči. Tudi te strehe, ko sva jih imela za splezati, so omogočale dovolj varovanja. Skala je bila odlična in v bistvu je ta estetskost plezanja bila res na najvišji možni ravni. To naj v bistvu toliko impresionira in to daje tudi eno tako dodatno kvaliteto tej liniji, ne. Tisti srednji del je bil, ja, taka neka borba v narekovajih, da bi dosegla ta sistem poči, ki je izgledal, da bo dober, ampak nismo pa pričakovali, da bo toliko dober. V bistvu je bilo to prav ono, za raztežajem smo si en drugemu govorili, da to ne more biti res, ko mi zdaj plezamo tule. Nov teren, take poči, kot da, ja, neverjetno je bilo res. Tak raztežaj za raztežajem so bili taki prehodi, ko so se kar naravnost gor, strm, luft pod teboj, ti pa si v perfektni skali, pa pač veš, da se bo izšlo, takrat smo že bolj kot ne vedela, da se poč vleče do pač priključka do te druge klasične smeri. Nad v bistvu največjo streho v smeri smo upala na eno mesto, ki da bomo lahko bivakirala. To smo večinoma iz slik sklepala, ampak nismo pričakovali, da bomo deležna takega prostora, da bomo res lahko ležala. Mi smo mislili, okej, če bomo lahko za silo sedela, bomo že. Je bil res prav kobalt, ko smo zravnala, skoraj kot en mali balkon smo imela nad tisto ogromno streho. Vse se je nekako poklopilo, no. Mislim, tema je priporočljiva, če hočeš spati, ne, tako da noči so temne, vsepovsod, tudi v domači postelji. Po tolikem času se v bistvu ful navadiš in je to nama ne predstavlja več zdaj takega nekega dogodka, kot so ti mogoče predstavljali prvi bivaki v karieri ali pa tako, ne. In se lahko v bistvu popolnoma odklopiš, sprostiš in nimaš občutka, da je pod tabo 500 metrov strme stene, ampak ja, pač pogovori tečejo čisto na neki normalni ravni, kaka glasba v bistvu tudi dosti dobro vpliva na počutje. Zvečer je čas za kaj pojesti pa kaj spiti, tako da tudi to recimo je ena tista nagrada po težkem dnevu plezanja recimo in ja, te bivaki so v bistvu eno zelo lepo doživetje tudi, no. Predvsem pa se celo telo malo umiri, stres se malo poleže, pa lahko še bolj doživiš to, kjer si in kaj se dogaja okoli tebe in v bistvu tudi začutiš neko hvaležnost, da lahko to počneš in da ti je dano, da si tam v tistem trenutku, ne, doživljaš take stvari, ko jih ne more čisto vsak. Najtežje je bilo v bistvu 3 leta verjeti, da se bo stvar speljala tako, kot si želiva, ampak v bistvu midva smo se že vsem teh letih naučila uživati v samem procesu. Tudi tega, da se v bistvu s tem, ko čakaš na eno stvar, se ta želja pa se ta energija nekako kopiči in v bistvu je potem še to pridoda k celem doživljanju celotne izkušnje. Drugače pa sigurno s plezalnega vidika najtežji je bil ta osrednji del stene, ki je bil precej gladek, pa v katerega smo v bistvu vložila veliko časa, da sva ga sploh preplezala. Tako da to, no, in pa fizično pač vso to opremo nositi s sabo oziroma vleči za sabo, v zgornjem delu sva jo nosila. Tako, predvsem pa dan za dnevom ohranjati neko nivo energije, ki je vzdržen, ne, se pravi, da lahko ti 3-4 dni zaporedoma deluješ v takih pogojih in da ti ne zmanjka zdaj moči, energije in vsega skupaj, ne, kar je pa tudi posledica nekih izkušenj pa dobre pripravljenosti.
Tam v tem delu, kjer se je takrat podiralo, se letos ni, je pa dejstvo, da ta kuloar ni nikoli čist varen. Tudi letos smo doživela, da je enkrat priletel dol, sicer neprimerno manjši količini. Tako se pol malo sprijazniš, da se malce da vplivati na to, da si zbereš, kdaj greš, v kakih temperaturah predvsem. Čist varen pa nikoli ni. Pol pač ja, malo se odločiš, ok, ne prevečkrat iti, pa kdaj, pa koliko, kje se ustavljati, kje pa pač pol tistih, ne vem, pol ure reči, ok, zdaj, če bom imel fejst smolo, je, ja, pač, sigurno ni čist marsikateri stvari niso nikoli čist varne, se ne da, tudi če vse dejavnike probaš nekako vplivati na njih, ne moreš zdaj čist vsega narediti čist varno, to je dejstvo. Se pa da do določene mere na to vplivati, no. Ampak kot sem že rekel prej, je bilo letos veliko bolj mirno kot pa prejšnje 2 leta, kar se tiče podorov. 3 leta recimo gledaš neke slike, načrtuješ nek projekt, neko linijo, taka sanje recimo se razvijajo, pa si potem dejansko tam in vidiš, da je še boljš, kot si pričakoval, kot si želel, ne? Pač se avtomatsko razvije neko navdušenje. Predvsem pa končno lahko v živo doživljaš to, o čemer si prej tolikrat razmišljal, pa toliko premleval v glavi, ali se bo išlo, ali se ne bo išlo, ali se bo dal tam prespati eno noč, ali se ne bo dal, ali se bo dal splezati, ali se ne bo. Tako pač en kup vprašanj dobi svoje odgovore. In ta občutek je v bistvu tisto, ko te potem toliko napolni v tistem danem trenutku, ne. Tukaj smo imela srečo, da smo imela zelo miren, kako bi rekel, ozračje, ni bilo nobenega vetra na vrh, super bivak smo imela, tako da smo se kar sprostila, pa vedela, sestop smo bolj kot ne poznala. Tako da v tem primeru smo si kar lahko že tako, kako bi rekel, ne glih proslavljala, ker se je treba še dol priti, ampak malo smo tako začela že podoživljati, malo se je spremenil tisti fokus iz dokaj resnega ja, že malo manj resnega. In zaradi tega smo pač tudi malo bolj lahko že uživala, pa okrog užila pač razglede, super vreme smo imela. Je bila lepa nagrada, no, da na vrh to doživeti. Z enim takim neverjetnim sončnim zahodom, ko je v bistvu celo nebo žarelo v rdeči barvi in tako. Tudi smo se pogovarjali, da nam je redko v karieri dano taki trenutki, recimo. Predvsem, ko pridejo še skupaj s tem, da ti je nekaj uspelo, kar si dolgo časa, k čemu si dolgo časa stremel. Pa da je bilo ozračje mirno, da ni bilo vetra, kar je v Patagoniji zelo redka stvar. Pa s takim razgledom, s takimi občutki v bistvu se ne zgodijo tolikrat v karieri. In zaradi tega se nam je zdaj tu gor na vrhu, predvsem pa ta zadnji bivak, tudi ena taka posebna, en tak mir sva čutila v bistvu. Pa ja, eno tako zadovoljstvo, tak skupek vsega je bil, ko je bilo res nekaj posebnega.